Možnost zdravljenja s presaditvijo organa, s transplantacijo je nekaj izjemnega in ima pri nas v slovenskem zdravstvu že dolgo domicil. Na tej ravni zdravniki in zdravniške ekipe dosegajo izjemne rezultate. Kaj ta možnost pomeni za vas osebno, za vaše življenje? Kako ga je spremenila, kako je spremenila njegovo kakovost? Kot ste sami rekli, ta izkušnja je tako močna in tako močno spremeni življenja nas, ki smo jo morali dati skozi, da je to nekaj neverjetnega. Če ne bi bilo te veje medicine, ki se tako strokovno ukvarja s presaditvami, verjetno mene tudi ne bi bilo zdajle tukaj. Ampak ko si ti, ko čakaš na presaditev, na svoj organ, ko čakaš na to veliko operacijo, imaš na umu samo eno. Samo da bo vse v redu, da preživim, da ne bo komplikacij in da lahko zaživim normalno. Ko pa prestaneš operacijo, ko se rehabilitiraš, potem se pa začneš zavedati tudi drugih nivojev, ki so tu zraven. Kakšen trud je bil vložen, koliko enih močnih čustev, močnih izkušenj je bilo v tej zgodbi, koliko ljudi je pomagalo, kako bližnji so pomembni za to, da ti greš naprej. To so velike stvari in če bi se vsak od nas zavedal, kako močna je ta želja po življenju, potem bi se morda razmislil tudi o tem, da je opredelitev nekaj najmanjšega, kar lahko naredi za nekoga bolanega, ki bo potreboval nekoč organ, da živi naprej. Pa se vam je takrat, ko ste izvedeli, da obstaja možnost za presaditev, morda porodil kakšen dvom, pomislek, ste oklevali? Kako ste sprejeli to možnost? To so taki strahovi in taka vprašanja, nenehna vprašanja, ki nimajo odgovorov. Poglejte, vas prerežejo skoraj na pol, odprejo vam trebuh, telo in potem nekaj vzamejo ven in organ nazaj nov drug in ga prišijajo. To so stvari, ki jih gledamo mogoče, pa niti v filmih jih ne gledamo. In to je pa leta čustev. To je vse od strahu, od jeze, od malodušja, od depresije morda pri nekaterih. Ampak ta želja vzad, da pa preživiš in da bo vse v redu, je pa tudi tako močna, da se nekako stvari združijo in potem nekako kar gre. Čeprav je težko, operacija je res težka, trajajo po 8 in več ur. Ko se zbudiš, je tvoje telo nemočno, tebe vse boli. To je kar naporna reč, ampak potem, ko pa okrevaš, dan za dnem je mičken boljš, pa še boljš, potem pa dobiš to voljo do življenja nazaj in vse gre spet v neke normalne tirnice. Pogoj za to, da so takšne lepe, dobre, spodbudne zgodbe sploh možne, pa je seveda darovanje organov. Pri nas je to področje še vedno povezano z resnimi pomisleki, nekako tudi s stigmo. Pa vendar se mi zdi, da se odnos do tega odpira. Kaj morda sporočate svojcem, ki so seveda v strašni stiski takrat, ko izgubijo bližnjega, pa vendar so pred odločitvijo, ali se strinjati z darovanjem organov ali ne? Oziroma, kaj menite seveda tudi o vnaprejšnjem odločanju za darovanje organov po smrti? Vem, da so to težke odločitve, da morajo to ljudje si vzeti čas za to, pa čeprav je včasih čas izjemno kratek. Gre za močne čustvene pretrese, ampak misel, da omogočiš nekomu, da lahko živi naprej, nekomu drugemu, je pa večja od drugih stvari, vsaj zame. Dati nekomu življenje, da se odločiš za to, da si po smrti darovalec in nekomu drugemu omogočiš življenje. Kaj je lahko lepšega in kaj je lahko bolj plemenitega? Jaz sem seveda za te stvari absolutno odprta, razumem pa nekatere, da imajo s tem težave in mi tukaj v Društvu Transplant in tudi v zavodu smo prav zato, da ozaveščamo ljudi
in probamo nekako dopovedati, da ni treba, da jih je strah, ampak da so lepše in močnejše stvari v zadnjem. No. Tako nekako.